predstavitvami, ki se uokvirja v socialni teden. Nocoj imamo vrsto sogovornikov in tematika, torej pogovarjali se bodo o aktualni tematiki, o delu. Delam, da preživim. Torej, pozdravljam v naši sredi dr. Zageta, Silvana Škorjanca, Fabija Pahorja, profesor Mirjam Bratina in večer pa pogovor bo vodil Julijan Čautek. Zato predajam besedo njemu. Prosim. Hvala lepa, dobro večer tudi z moje strani. In kot je že predsednica Kulturnega centra povedala, je današnje srečanje vključeno v socialni teden, ki ga prireja Socialna akademija iz Ljubljane in vsako leto poteka približno v koncu septembra, v prvem tednu oktobra. Tukaj med nami je tudi predstavnik Socialne akademije, gospod Janko Korošec, ga lepo pozdravljamo in se mu tudi zahvaljujemo, da nas vsako leto vključuje v ta sklop. Tako da sicer v taki, ne bom rekel, da zdaj smo ne vem kako aktivni, ampak ene, dve srečanji vsako leto pripomoremo tudi mi in je lepo, da je tudi zamejstvo vključeno v ta vseslovenski teden, ki letos obravnava eno tako pomembno tematiko o delu. Nekako geslo, rdeča nit je delam, da preživim, s tem, da je ta pre med oklepajem. Interpretiram, da se vprašujemo, če je delo nekaj stvar, kar nam omogoča življenje ali kar nam omogoča samo preživljanje. Zato pa smo na današnji večer povabili 4 goste, s katerimi bomo skušali nekako obravnavati problematiko dela, ki je sicer izredno kompleksna, široka in razčlenjena, tako da danes gotovo je ne bomo vse izčrpali, ampak bomo nekaj nakazali in predvsem bomo videli, kako se naši današnji gostje soočajo z delom na področju in okoliščinah, v katerih živijo vsak dan. Tako med nami bi še enkrat predstavil je Mirjam Bratina, profesorca na slovenskih višjih šolah v Gorici, poučuje verouk, se pa že nekaj let bavi z usmerjanjem dijakov in dijakinj, ko se odločajo, če izberejo univerzitetni študij, kateri študij izberejo in danes tudi, kam bodo šli študirati, ali v Ljubljano, ostanejo tukaj v našem zamejskem prostoru ali celo se odločijo za kakšne druge daljše univerze, ki so od tukaj bolj oddaljene. Potem je podjetnik Fabio Pahor, ki deluje v družinskem podjetju, lahko rečem tako, ki ima več podjetij na raznih področjih. On sam pa je tudi, poleg tega, da dela v tem njihovem družinskem podjetju, je vključen tudi v razne upravne odbore in svete v naši gospodarske resničnosti, med katerimi je tudi upravni odbor Zadružne Kraške banke, sedaj postala Zadružna kreditna banka, ko se je združila s Slobodnsko in Dobrodošlsko kreditno banko. Potem imamo Silvana Škorjanca, on dela pri zavodu oziroma patronatu INAS, ki spada v sklop sindikata Čizelj in on se ukvarja tudi z raznimi aspekti dela, lahko rečem, od socialnega, skrbstvenega in tudi, kar se tiče upokojen oziroma penzije. In na koncu še psiholog in psihoterapeut Andrej Zaget. Vi ste doštudiral v Trstu in ste specialist tudi za grafologijo, psihosomatiko in regresivno hipnozo in na tem mislim, da ste napisali tudi kakšno publikacijo, pa tudi predavate okoli po naših krajih in tudi v Sloveniji. Tako,
bi rekel, dodam še to, da poleg tega, da je to srečanje vključeno v socialni teden, spada tudi v niz dogodkov, ki bodo vodili k programski konferenciji Stranke slovenske skupnosti, ki se hoče prav s takimi srečanji, ki zadevajo družbeno realnost, soočiti pred prihodnjim letom, ki bo tudi precej zahtevnost tudi z tega političnega vidika. Tako, začnimo in seveda je prav, da prvo besedo damo damam in Mirjam. Kako poteka današnje usmerjanje na naših višjih srednjih šolah? Odgovarja temu, kar so potrebe, izzivi današnjih časov in kako se dijaki pri tem odločajo? Kakšna je tvoja izkušnja? Najprej lep dober večer vsem. Torej, jaz bom odgovorila malo polemično na to vprašanje in sicer nekako poteka najprej, ampak kdo sploh usmerja dijake na višjih srednjih šolah za to pomembno odločitev, katero univerzo izbrati. Žal moram reči, da je v italijanskem šolskem sistemu usmerjanje prepuščeno šolam, posameznim šolam, ki same na to izberejo koordinatorja oziroma naj se ta koordinator tako med navednicami prostovoljno javi in poleg svojega dela potem se posveča tudi vsem tem pobudam in skuša nekje koordinirati usmerjanje in ta prehod, ki je zelo težaven, iz višje srednje šole na univerzo. Lahko bi rekla, da druge, torej moja izkušnja je tudi recimo iz Slovenije, to delo tam opravljajo šolske svetovalne službe in so to usposobljeni strokovnjaki, torej bodisi pedagogi, psihologi, socialni delavci, ki dijaki opravljajo posebne teste in potem na podlagi teh testov in pogovorov z njimi jim svetujejo različne poklicne odločitve. Pri nas to opravljamo pač profesori, ki se javimo za to tako imenovano ciljno funkcijo. Sama sem to ciljno funkcijo opravljala 10 let. Moram reči, da z velikim navdušenjem, ker sem tudi po izobrazbi pedagoginja in mi je bilo nekje to delo veselje. Lahko pa rečem tako, da sem v teh 10 letih zastavila to delo nekje na 3 take vsebinske sklope. In sicer prvi sklop, torej usmerjanje to prav za univerze potekalo bolj v trienju, se pravi zadnje 3 leta, 3., 4., 5. letnik višje šole. In smo nekje v teh vsebinskih sklopih se najprej posvečali spoznavanju samega sebe, torej lastnih interesov, zanimanj, kaj nekomu všeč, kaj ga zanima, ki je dober, potem odkrivanju talentov, sposobnostih, ki jih ima. V 4. in 5. letniku pa že spoznavanje posameznih univerz, pridobivanje informacij in tudi obiskom posameznih univerz. Moram reči, da na tem področju v zadnjih 10 letih so bile narejene velike spremembe, pa tudi veliki koraki. Naj navedem najprej te pozitivne in sicer dežela Furlanija Julijska krajina je v sodelovanju oziroma se je prijavila nek evropski projekt, mislim, da je potekal že od leta 2005 ali 2006, in so nek angleški program o kariernem načrtovanju prilagodili tudi za Furlanijo Julijsko krajino in v bistvu zdaj ga imajo po celi Italiji. Ta program se imenuje Sorprendo, to je v bistvu računalniški program in so ponudili potem tudi profesorjem izobraževanje, kupili so licenco in sedaj to licenco vsako leto obnavljajo za šole, kjer so bili pač profesori usposobljeni, kjer so se udeleževali tega izobraževanja. Kaj je ta Sorprendo? Torej, ta Sorprendo je zelo zanimiv računalniški program oziroma banka podatkov, kjer mi najdemo podatke o 400 poklicih. In v zadnjih letih, ker dijaki, velika večina jih poseduje pametne telefone, so naredili tudi aplikacijo, da lahko dijaki vstopajo s posebno šifro in na nek način se sami sebe testirajo, svoje zanimanja, svoje sposobnosti in potem jim ta program da nekje svetuje, katere poklice bi na podlagi tega naj izbrali. Poleg tega pa ima ta program še eno prednost, da predstavi približno 430 poklicov. Ne samo, da predstavi te poklice, ampak tudi na nek način pove, katere univerze naj končajo oziroma katere sposobnosti morajo imeti, na koga naj se obrnejo, kje potem iščejo zaposlitev. Žal pa dijaki, kakšenkrat se tega programa ne poslužujejo, malo mogoče iz prevelike zasedenosti ali pa raztresenosti, ali pa se jim zdi, da jim ne odgovarja, ali pa se jezijo, ker ne dobijo rezultatov, kot bi jih sami pričakovali. Torej, to je eden način. Potem imamo še sodelovanje z deželnim
poklicnim, torej dežela ima tudi posebno službo za poklicno, torej svetovanje in usmerjanje. Moram reči, da smo imeli zelo dobre stike pred leti z eno psihologinjo, ki je prihajala redno tudi na šolo in dijake testirala in tudi nudila možnost individualnih pogovorov. Sodelovali smo tudi z drugimi zunanjimi inštitucijami, kot je recimo Slovik. Oni so pripravili delavnico o kariernem, o načrtovanju kariere, o nastopanju v javnosti in tako dalje. Tako da teh pobud je bilo res veliko. Potem z druge strani pa se univerze same zadnje čase ponujajo in prihajajo na šolo in imajo v okviru učnih predmetov tudi recimo predavanja. Mi smo imeli zelo dobro sodelovanje z Novogoriško univerzo, ki je izvedla kar nekaj zanimivih predavanj v sklopu pouka in tudi, ki so se vezali recimo na učno snov. Tako, to je recimo vsebinski del. Seveda pa potem za dijake mogoče 5 letnikov so najbolj zanimivi obiski posameznih univerz. Vsaka univerza, torej mi se udeležujemo ponavadi obiska univerze v Trstu, v Vidmu in v Ljubljani. No, kot si že prej omenil, recimo je zelo zanimivo, da v zadnjih letih je v močnem porastu zanimanje prav za fakulteto v Sloveniji. Naši dijaki se kar precejšnjem številu odločajo, sicer je odvisno od generacije, ampak za študij v Sloveniji. Ko sem se z njimi pogovarjala, so vzroki za to zelo različni. Nekateri tudi iz ekonomskih razlogov, ker pred leti so bili naši dijaki zelo dobro štipendirani, zdaj se je ta fond malo zmanjšal. Nekateri pa tudi, ker je dostop do slovenskih fakultet na nek način lažji. Recimo, da dam primer medicinske fakultete. V Italiji je potrebno opraviti vstopni izpit, medtem ko za ljubljansko fakulteto mora biti zelo visoka ocena na maturi, kar pa nekateri naši dijaki dosežejo in moram reči, da so izjemno uspešni študentje tudi potem na fakultetah v Ljubljani. Se pa, kot se je rekel, odločajo tudi nekateri za študij v tujini, sicer mogoče tudi zaradi finančne stiske vedno manj in tam se potem tudi sami nekje poiščejo informacije o teh študijih in se zanimajo, kdaj, kako poteka vpis in tako. Potem mi nudimo tudi pomoč pri samem vpisu in skušamo tudi svetovati na koga in kako naj se obrnejo. Kar pa lahko rečem tako nasplošno, kar opažam, je pa, da dijaki doživljajo prav v zadnjem letniku veliko krizo, malo so pod pritiskom mature in drugih obveznosti, ampak tudi potem je ta odločitev vedno težja. In veliko krat sem se vpraševala, zakaj, predvsem pri zelo dobrih dijaki, ki imajo velike sposobnosti, ki so uspešni pri večini predmetov, se potem težko odločajo, katera je tista njihova smer. Torej, ali mogoče iz nekega strahu pred odločitvijo, ker je to neka njihova prva pomembna življenjska odločitev, strahu pred neuspehom, ali pa tudi, ker ne poznajo dovolj samih sebe, oziroma kaj so sposobni, kaj bi lahko potem v življenju res naredili. In potem tudi to se jih zelo veliko boji, mogoče tudi pod vplivom te gospodarske krize, ki se nekje, upajmo, zdaj malo končuje, da se bojijo potem, da ne bi dobili dela, torej da bi ostali brezposelni. Torej, bi šli študirati določene poklice, ampak se bojijo, da potem, če bi študirali tisto, kar jih res veseli, da ne bi potem dobili zaposlitve. Fabio, ti spadaš v krog delodajalcev in seveda je za tebe pomembno, katere kadre dobiš in če uporabljamo tehnični izraz, tudi kaj nudi tržišče dela. Zato bi te vprašal, je ponujati delo zahtevno oziroma je tržišče dela danes dovolj odprto za podjetja? Dobro večer vsem. Torej, jaz bi preciziral, da ko govorimo o delu, je treba malo ločiti katero delo in v katerem sektorju. Jaz sem prihajal iz sektorja trgovine in v domačih firmah smo malo diversificirali, tako da gremo od gostinstva do klasične trgovine in distribucije za industrijo. Tako da, ko bom danes govoril kot delodajalec, se bom se dotočil na to, kar je moja branža. Ker to je pravilno, da preciziramo, ker dva makrosvetova ločita delo. Eno je javni sektor, drugi je privatni sektor in
pač delo zgleda enako, bodi se ne strani kot druga, ampak je velike razlike, bomo o tem še kaj spregovorili. Potem pa v privatnem sektorju se ločuje proizvodnja od trgovine in tudi tu je velika razlika, ko iščeš mlade ali pa manj mlade, ne glede na starost, ampak da iščeš delovno silo. No, da prejdem na tvoje vprašanje. Delovni svet ni lahek, danes, ko iščeš nekoga, kot delodajalec mi ni lahko dobiti pravo figuro. Je sicer odvisno potem od posamezne situacije, če iščeš nekoga za primer v skladišču ali pa za prodajo, če iščeš nekoga za knjigovodstvo, v primeru recimo gostinstva, če iščeš kuharja v pizzeriji in tako naprej. Vidim pa, da so velike težave pri iskanju ljudi, ki imajo izkušnjo. Danes se na delovnem področju tendenca je vedno večja po iskanju izkušenih ljudi in ni več, tu bom malo ekstremiziral, ampak ni niti toliko važno potem, kakšno šolsko izobrazbo si imel, ampak gre se za to, da imaš neke določene izkušnje ali pa da do teh izkušenj prideš takoj. To se pravi, da imaš tisti pogled na delo, ki je hiter, ki je nekam, bi rekel, bi skoraj ga imenoval briljanten. Ljudi, bom povedal mičkano anekdoto, ravno kar danes zjutraj sem imel pogovor za eno delovno mesto in so se prijavili, bilo 6 kandidatov. In zanimivo, da moraš tem ljudem pač malo leči besede v nzus, in to je že ena karakteristika, ena značilnost nove generacije. Drugo pa, ko ga vprašaš, dobro, meni je v redu, si pridna fan, si pridna punčka, imaš ti kakšno vprašanje, te sploh ne vpraša, kaj bo delal. Ga zanima, kakšni so urniki, kdaj bojo dopusti in kakšna je potem plača. Je sicer zelo važno to za nekoga, ki dela, ampak v odnosu do dela pa sem prepričan in mene so me tako naučili in v mojih 30 let izkušnje pa je dosti bolj važno, da ti dokažeš interes do tistega, kar boš delal. Prej smo se pogovarjali in smo prišli do nekega skoraj banalnega zaključka, da če 8 ur delamo in normalno ne bi bila ta delovna doba v dnevu, 8 ur pač moramo tudi nekaj počivati, to se pravi, da spimo in 8 ur je tista doba, v katerem živimo. Zdaj, če nam bo Bog dal zdravje, bomo živeli do 100 let, pa pomeni, da 33 let bomo spali, 33 let bomo delali in 33 let bomo živeli tako zvano naše življenje. Zdaj, če 1/3 življenja imaš srečo, da delaš nekaj, kar ti všeč, oziroma da zljubiš to, kar delaš, bo tvoje življenje gotovo bolj pozitivno. In to mora začeti že vsega začetka. Ne smeš iskati delo samo zato, ker pač moraš imeti eno plačo. To je pač tista majhna žalost v vsakdanjem življenju. Tako da, kot podjetnik, ko iščeš delovno silo, je malo težko iz tega vidika. Tako da danes trend pri podjetjih, bodi si predvsem v biznisu, to se pravi v trgovini, je iskanje kadrov, ki presega 30-35 let, ker so ti kadri imajo že eno določeno izkušnjo pri tistemu, kar ti iščeš. Je pa tudi res, da smo pač ljudje in nismo vsi enaki, tako da dobiš ljudi, ki so mladi in so zelo perspektivni in jaz sem eden od tistih, ki verjame, da
podjetje narejeno predvsem iz ljudi. Podjetnik ima idejo, vloži kapital, ampak če v podjetju ni pravih ljudi, ni prave ekipe, ni tistega vzdušja, ni tiste volje, ni tiste zagnanosti, da bomo vsi skupaj dosegli en cilj, podjetje ne more absolutno uspevati, ne more priti do nekih uspehov. Tako da je važno, da v podjetju imaš v prvi, na sredini mora biti človek. In tega delodajalec se mora zavedati, da brez tega ne gre naprej, in sam človek, ko dela v podjetju, se mora absolutno čutiti, da on je v centru sveta. In zato tisti, ki začne in ga vidiš, da je malo tako, da ni pa tako hiter, ko se temu reče, če dobi tak ambient, v katerem se pač temperatura oziroma hitrost skupine gre hitro, se tudi on sam opelje. Silvan, ti delaš na patronatu INAS, ki lahko rečemo, kjer je delal svoj čas pokojni Roman Di Battista, ki je potem tudi ustvaril eno podružnico v Novi Gorici, ki mislim, da še zmeraj dela. Takrat, to je bilo lih, ko se je Slovenija nekako osamosvajala. Obravnavaš številna področja, kar zadevajo delo. To se pravi, in srečuješ predvsem ljudi, ki prijejo iskati kakšno pomoč za svetovanje. Pri čem ljudje iščejo največ pomoči oziroma nasvetov, zakaj prihajajo v tvoj urad? Dobro večer vsem. Ne vem, če bi lahko rekel, v čem obstaja moje delo oziroma kako se je spreminjalo v 20 letih, odkar sem že tam. Če smo pred tolikimi leti bili bolj ena taka služba, predvsem bolj pokojninske narave, nekdo je prišel tja za ene storitve pa na svete v zvezi z upokojevanjem z delovno dobo. Zdaj, v 20 letih se je korenito spremenila, ker smo pač v bistvu postali nek front office raznih državnih institucij, naj si bo to recimo IMSS ali pa torej, bodi si pokojninske narave, davčne, prav strogo socialne, ali pa glede vodenja vseh tistih storitev za tujce oziroma za pridobivanje in podaljševanje teh delovnih in bivanskih dovoljenj. Torej, v bistvu zdaj mi se naša delovno področje zelo razširilo, kar se tiče storitev, ponavljam, in teh nasvetov, ki jih dajemo. Se je pa, ne vem, kako bi rekel, plateja, če se lahko tako reče, teh občinstva ali recimo tipologija državljanov je pa toliko bolj osredotočena v nižje srednji sloj, bi se reklo. Oziroma imamo ogromno opravilo s tujci, iskalci zaposlitve, iskalci pokojnine, ki pa je ne dobijo kar tako enostavno. Zelo, torej, bi se reklo, smo v stiku s tistim delom, slojem družbe, ki je nižje srednji sloj, bi se reklo. Oziroma, manj imamo pravilo z srečno zaposlenimi, uspešnimi podjetniki ali ne vem, kakšni direktori, ker pač tako je bilo naravnana naša služba, tako da smo v stiku s takimi ljudmi in vsak dan pač, kako bi se reklo, vsak dan različen in bogat z dodatnimi in drugačnimi izkušnjami. Vedno več imamo pravilo s tujci, to je absolutno in bi se rekel, da preko
50% mogoče našega dela je prav v zvezi s tujci. Naj si bo to storitve glede njihove zaposlitve ali pa delo na dovoljenje in tako dalje. Če bi lahko ponovil vprašanje. To pravi, da če se lahko navežem zdaj na tvojo ugodovitev, ki si naredil, je se ta, recimo, nižja, ta dela, ki spadajo nekako v to, ne vem, če se lahko reče tako, nižji del, so bolj, mislim, jih upravljajo v glavnem zdaj tujci, prevzemajo tujci to. Ja, to je tudi dejstvo, ja. Ogromno prevzemajo tujci take zaposlitve, ker so tudi dosti bolj prilagodljivi od samih naših sodržavljanov, ki z veliko bolj večjo težavo sprejmejo razne službe, take manj vredne, bi se reklo, katerih je pa vedno več, ker zakonodaja žal dopušča tudi, oziroma zakonodaja in stanje v državi in stvarnost, ki je danes pri nas na Zahodu, je taka, da se kvaliteta zelo niža, vseh služb in tako dalje. Andrej Zaget, sicer bi lahko rekli, da če se navežem na to, kar je že prej omenil Fabio, da če je delo nekako tisto v skladu z tem, kar si oseba želi, se pri osebi ni kakšnih posebnih zdravstvenih problemov, v drugačnem primeru pa lahko pride tudi do težav. Vi obravnavate psihosomatska obolenja in zgleda, da so ta obolenja v porastu, prav zaradi nezadovoljstva s službo, oziroma tudi v slučaju brezposelnosti. Če nam lahko malo obrazložite, kaj pomenijo, kaj so to psihosomatska obolenja. Dobro večer. Najprej bi se morali vprašati, kaj so psihosomatska obolenja. V bistvu psihosomatska obolenja so motnje in bolezni, ki jih telo izraža in za katerimi se skriva psihološka komponenta. Naprimer, pri glavobolu glava trpi in znano je, da kdor ima glavobol, prekomerno uporablja svoj razum. Razum je nekaj psihološkega. Ali pa za želočnimi motnjami se skriva blokirana jeza, ki je nekaj psihološkega. Za črevesnimi motnjami se skriva blokiran strah in tako dalje. Zdaj vprašajmo se, zakaj brezposelni in človek, ki se slabo počuti v službi, izražata katerokoli psihosomatsko obolenje. Zaradi tega, ker oba dva se nahajata v stresni situaciji, ki negativno vpliva na njuno psiho in telo. In oba dva se nahajata v negativnem psihološkem stanju zaradi nakopičene stopnje napetosti. Kaj pomeni izraz negativno psihološko stanje? V bistvu, brezposelni se lahko počuti nesigurnega zaradi sedanjega stanja, v katerem službe ni. Lahko se počuti anksioznega, ker ne ve, kaj ga čaka v prihodnosti. Lahko se počuti depresivnega, ker ima pesimističen pogled na svet. Lahko se počuti nič vrednega, še posebno takrat, ko je dalj časa iskal službo in je ni mogel najti, ker v tem primeru lahko začenja misliti, nihče me ne mara. In lahko se počuti tudi osamljenega, zato ker služba ni samo kraj, v katerem delamo. Služba je tudi kraj, v katerem gojimo medosebne stike, medosebne odnose. Služba je tesno povezana s temo o socializaciji. Bodi si brezposelni, bodi si človek, ki se slabo počuti v službi, izražata nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo je prvi znak, ki nas opozarja, da se je naše notranje ravnovesje ošibelo. In opozarja nas tudi, da smo že dalj časa nehote avtomatsko
preusmerjali pozornost bolj na negativno plat v svojem življenju, kot pa na pozitivno. In posledica tega je, da se je počutje poslabšalo. Počutje je vedno posledica preusmerjanja pozornosti. Če preusmerjam pozornost na pozitivno plat v svojem življenju, bolj se počutje dvigne, izboljša. Če preusmerjam pozornost na negativno plat v svojem življenju, bolj se počutje poslabša. Zdaj mi boste lahko rekli, da brezposelni upravičeno gleda bolj negativno plat v svojem življenju, ker službe nima. Ampak to je že res, ampak to še ne pomeni, da je pozitivna plat v njegovem življenju izginila. Naprimer, kaj pomeni pozitivna plat v življenju? Brezposelni se lahko zjutraj zbudi na mehki posteli, na toplem, ima streho nad glavo, ko se umiva, ima na razpolago toplo vodo, lahko ima zjutraj odličen zajtrk in tako dalje. Torej, bolj ko bo brezposelni pozoren v vsakdanjem življenju na majhne pozitivne stvari, ki so prisotne in ki se ponavljajo v njegovem življenju, bolj se bo povečala možnost, da bo ohranil psihofizično ravnovesje. In kaj pa človek, ki je nezadovoljen v službi? Kdor je nezadovoljen v službi, je lahko nezadovoljen iz več razlogov, naprimer zaradi šefa, zaradi antipatičnih kolegov, zaradi grmade dela, ki jo ima v službi, ali zaradi vrste dela. Naprimer, posameznik ima rad dinamično delo, medtem ko v službi ga čaka statično, monotono, nezanimivo delo. To so zunanji dejavniki, mislim na šefa, na kolege in tako dalje, ki jih posameznik ne more spremeniti. Lahko pa posameznik spremeni svoj odziv na nje. Torej, lahko se posameznik počuti bolje, če začenja v vsakdanjem življenju preusmerjati pozornost na majhne pozitivne stvari, ki so prisotne in ki se ponavljajo. Kot sem jih prej omenil, ko sem govoril o brezposelnem človeku. Hvala lepa. Vračamo se k šoli in je bilo precej tako zanimivo tisto, kar si povedala prej. Bi te pa vprašal zdaj, če imate podatek, kaj dijaki izberejo kot univerzitetni študij, če ga izpeljejo do konca, če se slučajno prej ustavijo in če potem tudi dobijo recimo ustrezno delo, s katerim, za kar so študirali, bodi si na višji šoli, kot tudi potem na univerzi eventualno. Ja, žal teh podatkov mi nimamo, ne, torej, ko dijaki pač zaključijo svoj študij, ko maturirajo, ko pravijo zrelostni izpit, se podajo na univerzo, mi nekje vemo približno skoraj za vse, kaj so se odločili, kam so šli študirati, če niso razen med poletjem spremenili svoje odločitve, ampak drugače pa na nek način se ti stiki izgubijo. In verjetno bi bilo v prihodnosti dobro in bi bilo tudi zelo produktivno, da bi mogoče kakšen raziskovalni inštitut, ne vem, mogoče Slovenski raziskovalni inštitut opravi kakšno tako raziskavo, koliko naših bivših dijakov potem uspešno diplomira in tudi se uspešno in ustrezno zaposli. Mi to samo preko osebnih stikov, recimo, ko se srečamo z našimi dijaki in ko, no to sem še prej tudi pozabila povedati, da ena izmed pobud, ki je tudi zelo uspešna in ki jo velikokrat svetujemo, da se naši bivši dijaki oglasijo na kakšnem medrazrednem zborovanju in povejo svoje izkušnje o študiju, ker mislim, da mladi med sabo se najlažje pogovarjajo, tudi najlažje dajo tiste informacije, ki jih tudi dijaki sami želijo nekje vedeti. Torej tudi, ali pa da dijaki sami obiščejo mogoče kakšna predavanja na univerzi med kakšnimi počitnicami, pustnimi, tako da vidijo v živo, kaj pomeni res svet univerze, ker opažamo, da si predstavljajo eno stvar, medtem ko pridejo, ko se soočijo svet univerze, potem so stvari precej drugačne. Zato nekateri tudi so, žal, neuspešni, ne, tudi pri tej izbiri in tudi potem večkrat zamenjajo smer študija. Glede zaposljivosti pa so potem, no, nekatere srečamo potem, kot pridejo kot kolegi, mi smo zdaj že precej bivših dijakov, so moji kolegi,
Medtem ko nekateri se pa potem tudi, ko jih vidimo, nekje vidimo, da so se zaposlili tudi v tem, prav kar so študirali, vedno več pa tudi odhaja po svetu. To ni zanemarljiv podatek, da si iščejo delo tudi v tujini. In tukaj mislim, da bodi si država, bodi si mogoče podjetnik ali ne vem kdo, tukaj bi bilo treba narediti res nekaj več, da bi se tudi mlada izobražena delovna sila, da bi ostala na nek način doma v naših krajih, ne, ker mi dejansko v zadnjih letih ta trend povečuje. Hvala lepa. Mogoče boš, Fabio, lahko dal kakšno mnenje na to, kar je Mirjam zdaj rekla na koncu. Bi pa te še vprašal, ker si recimo v prejšnjem odgovoru in razmišljanju nekako že odgovoril na to drugo vprašanje, ki sem ga imel za tebe, bi pa te vprašal recimo, če zakoni današnji vam pomagajo pri zaposlovanju. Ker nekako si odgovoril temu, kaj iščete vi kot delodajalci na tržišču. Bi pa te vprašal, če je današnja zakonodaja, bile so nekatere spremembe, se govori večkrat, da ta Job Act je vsekakor nekaj pozitivnega prinesel. Bi hotel vedeti vidik strani prav delodajalcev. Ja. Torej, nova zakonodaja res daje neko pomoč podjetniku, ki zaposluje in na taki način se poveča možnost, da ljudje dobijo službo. Sicer je zakon, kot vsi zakoni v naši državi, so malce zakomplicirani, ker vsaka stvar ima le nekaj vejc in tako da manjka malo tista splošna vizija do delovnega ambienta. Ampak je pa res, da v zadnjih 2-3 letih se je s pomočjo teh zakonov prideš do nekih olajšav pri stroških in to je spodbudno za podjetnika, ki išče nove delovne sile. To, kar se tiče zakonov, kar se tiče Job Acta. Mirjam pa je načela en argument, ki meni je zelo pri srcu, in to se pravi povezava med delovnim ambientom in šolo in predvsem dejstvo, da mlada generacija ima to tendenco, da zahaja na tuja tržišča, kao da pri nas ni dela. Prej nekdo je omenjal krizo, da pač v zadnjih 10 letih je kriza in zdaj je malo boljše. Jaz sem prepričan, da tle ni stvar, če kriza je končala ali ni končala. Tu se moramo zavedati, da je totalno se spremenil svet. Mi ne bomo več prišli na tisto raven, ko smo bili 10 let od tega. To se pravi, da moramo biti absolutno in mentalno pripravljeni, da gledamo na svet na drugačen način. Ne bom govoril o modernosti, ker to ni stvar gledati svet moderno, pa ga gledati konkretno taki, kot je danes. In isto mora to narediti tudi šola. In neko sodelovanje med šolo in podjetništvom, to se pravi, ne bo ta katerakoli tipa, je nujno potreben. Danes brez tega ne gre. Jaz prej sem omenjal recimo trend, ki je danes iskanje izkušenih ljudi. Zdaj je jasno, da izkušnja že po definiciji je nekaj, kar si ti poskusil. Če nimaš pač, če nisi nekaj poskusil, ne moraš imeti nekih izkušenj. Hkrati imaš pasivne izkušnje, pa so ti povedali, da funkcionira tako. In je normalno, da študent ali pa človek, ko je dokončal univerzo, išče delo in tam ga
postaviš za računalnikom, če ga ne naučiš in če mu ne daš možnost tistih 6 mesecev, leto, 2, 3, da se nabere neke izkušnje, jasno, da v tvojem podjetju ne bo dal tisto, kar si ti želel. Zdaj, svet se vrti tako hitro in takvi so tempi v biznisu, da ti si ne moreš dovoliti, da boš učil ljudi 3, 4, 5 let, ne? Ker pač tvoj program v 5 letih se mora že zaključiti, ne? In moraš začeti nekaj novega. To se pravi, da je nujno potrebno, po mojem, da te izkušnje začnemo delati skupaj, ko si že v šoli. Ampak sama šola teh izkušenj ne more dajati, ker pač šola ni za to narejena, ne? Samo zdaj se uvaja, veš. Zato je, ne? Ker se začenja to stvar uvajati na tujem, to se pravi, gledaj, jaz imam neke važne dobavitelje v Nemčiji, kaj se dogaja tam v zadnjih 5-6 let je nekaj res fenomenalnega, ne? To se pravi, da v samih tovarnah in da država enostavno jim ponuja to. Podjetnik si pripravljen dati 200-300 metrov kvadratnih, v katerem boš ti imel šolarje v tovarni. Mi ti damo profesorja, ti boš pač dal delovni ambient. Gledajte, kot ti povedal doktor, ni vseeno, v katerem ambientu ti boš šel živeti, oziroma delati. Ko ti pa imaš možnost že v šolskih letih, da študiraš in opravljaš delo v nekem delovnem ambientu, je vse ena druga stvar. Ko boš ti pač šel konkretno delati, ti bo ta ambient že domač, ne? In to, po mojem, je nujno potrebno. Zdaj, jaz sem večkrat me pokličil imam podjetju v Tržiču, tam je ena profesionalna šola, ne, in grem pač, ko rekom, mi gre na smeh, ker me kličejo, ne grem predavati, ne, ker predavam, ampak se gre v glavno za to, da se skuša postaviti dijaka v tem delovnem ambientu čim hitreje, ne, in to se znam merjam, da od tega se na šolskem področju že veliko dela, sicer mi malo zaostajamo, kar se tiče drugih držav, ampak jaz si srčno upam, da bomo prišli počasi do tega. Bi samo še nekaj navezala na to, kar je Fabio povedal. Z novim zakonom 107, tako imenovane dobre šole, buona scuola, se uvaja obvezno izmenjava šola delo, alternanco škola lavoro, ki je za licejce v 3 letih nekako 200 ur predvideva, za tehnične šole pa 400 ur. V čem je potem problem? To, kar se ti rekel, bilo idealno, da bi v bistvu podjetja se odprla šola in da bi že v teku šolanja nekaj ur namenili prav praksi, tudi in tako muzeji, knjižnice in tako dalje. To se skuša zdaj delati, ampak smo spet prepuščeni samim sebi. Država je sprejela zakon, je dala smernice in potem si pomagajte sami. To pomeni, profesori, pojdite na izobraževanje, kar je tudi prav, ampak na nek način si prevzemite odgovornost, sklepate konvencije s podjetji, treba poskrbeti za varnost in tako dalje. Mi se znajdemo v velikih težavah in potem na nek način skušamo reševati ta problem, ker dijaki morajo pravi, če ne ni priznano šolsko leto, morajo pravi toliko ur, da nekaj ur naredimo tudi na šoli, sicer skušamo to, da se v bistvu dijaki znajo napisati svoj kurikulum po teh evropskih smernicah, da znajo se predstaviti, da imajo tehnike govora, kako vodijo nek delovni kolokvij in tako dalje. Ampak je še vedno premalo. Ker si že omenil Nemčijo, mene kar je presenetilo, ko je hčerka študirala leto v Nemčiji, je rekla, da tam so velika večina dijakov na gimnaziji, na drugih srednjih šolah, že vsi vejo, kje bodo delali, ker so podjetja in tovarne in laboratoriji in tako dalje že vnaprej po leti opravljajo tam prakso in že tudi nudijo štipendije potem za študij in potem jih nekje zaposlijo. Mislim, da s tem odlično rešujejo ta primanjkljaj. Jaz mislim, da tako kot je bila ta reforma nova zamišljena, bi bila zelo dobra, če bi dejansko tudi podjetja, tudi
delovne organizacije bile pripravljene to, da šola nekje vstopi v ta prostor. Seveda tudi strani šole, mislim, da bi bilo to sodelovanje večje in da dejansko nekateri dijaki, ker potem smo tudi vprašali, ko so šli na prakso, kaj ste delali. Smo delali samo fotokopije. Nekateri so samo, mislim, pol to ni imelo nobenega smisla, kar je velika škoda. Nekateri pa so imeli odlične izkušnje. Mislim, da so nekateri, predvsem jaz delam tudi na tehničnem polu, nekateri fanti so pol tudi tam dobili zaposlitev in so potem se razvijali naprej. In mislim, da v tem je bodočnost, da se res šola in delo začneta prepletati in tudi na licejskem nivoju, ker tudi te, ki študirajo licej, nekoč bodo mogli opravljati neko delo in se nekje zaposliti, bi morali biti bolj odprti. Jaz lahko povem moje življenjske izkušnje, ki je zanimiva in tudi dijakom večkrat povem in se mi zdi, da bi bila koristna tudi za naše dijake. Mi smo imeli po drugem letniku gimnazije obvezno delovno prakso, ampak ta delovna praksa je bila v tovarni in smo morali vsi se držati v bistvu 14 dni med počitnicami, nič nismo bili plačani, ampak smo morali v bistvu od 8 do 2 delati za tekočim trakom. Mene ta izkušnja me je zelo bogatila. Zakaj? Ker prvič sem razumela, kaj pomeni delo za tekočim trakom in tudi tisti sošolec, ki je delal z mano, potem študiral medicino, je rekel, vedno, kadar nisem imel volje študirati, sem se spomnil, kaj pomeni delati v tovarni 8 ur. Ampak je bila bogata izkušnja, ker si malo razumel tudi to delo, čisto konkretno, in je bilo brez usmiljenja, ker tam je bil tekoči trak in če si zaostajal, se je cela veriga porušila. Tako da mislim, da jaz sem vedno cenila to, da človek poskusi čim več tudi prav reči v času šole, na čim več oblik dela. Zato tudi recimo poletno delo, ker naši mladi, kje se zaposlujejo poleti, največkrat če dobijo mogoče kakšni animatorji v poletnih središčih, ampak včasih mislim, da je do teh možnosti veliko več. Zdaj, če imate družinsko podjetje ali pa če so vinogradniki starši kakorkoli, se da tam, da nekje kakšna taka dela opravlja, ampak drugače pa mladi na splošno poleti, 3 mesece počitnic, za moj pojem so predolge za mlade. Mislim, je škoda, da ta čas bi bil lahko res koristno izrabljen tudi za take priložnosti. Silvan, ti pač tebi prihajajo ljudje, da iščejo storitve, ki jih nudijo. Prihajajo, imaš občutek, da prihajajo zato, ker ne poznajo vsega tega, kar je zakonodaja o delu, prihajajo z že določenim znanjem o tem, kaj so njihove pravice in dolžnosti, kako se soočaš, moraš šele začeti in razlagati, kaj in kako, ali prijo že tja z eno konkretno zahtevo. Raznorazne situacije. Precej je danes ljudje sledijo po internetu stvari, zakone, ne samo, torej tudi zakone, ampak razne stvari, ki so tudi bolj že na nivoju pogovora o gostilni, bi se reklo, oziroma na internetu, ampak nivoja gostilne. Tako da prihaja z veliko zmešnjavo, oziroma je ena značilnost naše službe, da že preden ti on sploh vpraša določeno stvar, da že veš, zakaj je prišel in kaj bi rad vedel, ker še sam ne zna povedati in vprašati. Tako da, recimo, internet je precej menjal, spremenil stvari pozitivno, jaz bi rekel pozitivno, v smislu, da te informacije krožijo, ampak ne vedno jih ljudje znajo dati na pravo mesto. Ob tem bi še dodal, da imajo ogromno pričakovanje o nekih pravicah. Danes vsi govorijo o nekih pravicah, vsi mislijo, da imajo neke pravice. Prav bi bilo, da bi jih imeli, ampak to so samo dostikrat neke prazne besede, s katerimi pač vsi si polnijo usta, ampak na koncu vidijo, da vse te pravice v bistvu so neka prazna stvar, oziroma preveliko pričakovanje okrog raznih recimo pomoči ali storitvah, ki bi jih lahko dobili. Če lahko, katera je ena stvar, ki je posebno
ki je več, zaradi katere prihajajo več k tebi, recimo, ne vem, ali je to pokojnina, ali je to tista, ko nekdo konča delovno dobo, dobi to odpravnino, ja, hvala. Zakaj najbolj sprašujejo, ali sprašujejo vsega, ali je kakšna stvar, ki je še posebno prisotna v tej tvoji službi? Toliko teh stvari, da ogromno, torej imamo ogromno paleto stvari, s katerimi se ukvarjamo, malo preveč skoraj. Naša služba je predvsem so storitve in nasveti glede upokojevanja oziroma razbiranja delovne dobe. Ne samo celotna socialna plat od družinskih dodatkov, nadomestil za brezposelnost, raznih dodatki, pomoči in tako dalje, tako dalje. Zdaj je ogromno, ja, recimo tudi glede na situacijo in na trenutek, ki je zdaj v državi, bi se reklo, ali v tem našem zahodnem svetu, mogoče je ogromno prihaja na dan velika potreba po neki dodatni socialni pomoči. Dodatni socialni pomoči, zaradi tega so bili uvedeni ti posebni pokazatelji, ta IZE, ki pred leti sploh niti obstajal. To je v bistvu, poleg prikazovanja dohodka ene osebe, je še dodatno premoženjska slika, bi se reklo. In ko se gre za te pokazatelje, recimo, ko se gre za zelo nizke pokazatelje, potem so še dodatno pravični in zdaj je tega ogromno. Mogoče bi se lahko reklo, to je moje mnenje, zdaj ne vem, če lahko povedam moje mnenje, ampak mnenje je, da je država uvedla neke razne oblike pomoči na več nivojih, ampak ko uvedeš neko pomoč, potem nekako vsi skušajo jo pridobiti na vse razne načine, tudi s tem, da mogoče na vse načine prikazovati nižji dohodek, ne utajevati, nalašč, ne priti do določenega dohodka. To je zdaj, to vidim v moji službi zelo jasno, na žalost. Oziroma, moje mnenje je, da se v času družba spreminja v družba, za tisto plat družbe, s kateri imam opravilo, ki sem prej rekel, je mogoče srednje nižja. Na nek način umetno prilagajanje na neko dohodkovno in premoženjsko stanje, da bi lahko prišel do neke pomoči. Mislim, da to je malo bolj nezdravo za neko družbo. Torej, ne stremiš po bogatstvu, ne prav po bogatstvu, ampak po boljšem stanju. Mogoče ja, sklepaš, da ne boš nikoli prišel do nekaj normalnega stanja in za tisto dajmo si še znižati ta nivo in dajmo ciljamo na te pomoči. To mislim, ugotavljam neko tako nezdravo situacijo. Tako da, še dodam, to je samo moje osebne mnenje, da preveč eno slepo uvajanje nekih pomoči ni prav vedno zdravo. Ker dobiš razne poti za priti do teh pomoči, ampak ne vem, če je to smisel in cilj ene države. Andrej Zagret, kako izboljšati sočutje v vsakdanjem življenju, bodi si, ko smo na delu in bodi si, ko smo v službi? Ja, če izhajamo iz dejstva, da je poslabšanje počutja vedno posledica prekomerne rabe razuma. Svoje počutje lahko izboljšamo, ko naš razum začasno utihne. Če je naš cilj ta, da se počutimo dokaj dobro od jutra do večera,
bi se morali večkrat na dan vprašati, kako bi se lahko zdaj, v tem trenutku, počutil malo bolje kot prej. Ne odlično, temveč samo malo bolje kot prej. In vedno bomo imeli na razpolago vsaj eno opcijo, ki nam bo omogočila, da začasno izboljšamo svoje počutje. Poglejmo podrobnosti. Predstavljajmo si, da smo se komaj zbudili zjutraj, zdaj smo še na posteli. Če želimo, lahko položimo eno dlan na svojo glavo in smo pozorni na občutke ob dotiku. Občutek ob dotiku je lahko topel, hladen, trd, mehek, prijeten, moteč, težek, lahek. Če čutimo občutke ob dotiku, smo v hipu spraznili glavo, razum je utihnil. Ni misli, ni skrbi, ni pričakovanj in ni spominov. V glavi imamo praznino, blackout. In v tem stanju se počutje počasi začenja izboljševati. Druga opcija zjutraj na posteli je ta, da namenoma pomikamo dlan v prostoru. In ko počasi pomikamo dlan, smo pozorni na dotik med dlanjo in zrakom. In spet smo pozorni na občutke ob dotiku. In tudi v tem primeru je razum utihnil, glava je prazna in počutje se ne more poslabšati. Počutje se lahko samo izboljša, ker je slabo počutje vedno posledica polne glave, prekomerne rabe razuma. Zdaj smo ravnokar vstali in se oblekli. Odslej smo lahko pozorni na majhne pozitivne stvari, ki so prisotne v našem življenju. Kot sem jih prej omenil, ko sem govoril o brezposelnem človeku, naprimer streha nad glavo, topla voda pri umivanju, odličen zajtrk in tako dalje. Zdaj smo prišli v službo. In v službi lahko vedno, kadarkoli opravimo vajo o dotikih telesa z zunanjo površino. Mi bomo vedno imeli vsaj en del telesa, ki se v katerikoli situaciji dotikal nečesa zunanjega, neke zunanje površine. Če mi namenoma preusmerimo pozornost na tisti dotik telesa z zunanjo površino, smo v hipu spraznili glavo, razum je vdihnil in počutje se začenja izboljševati. Nemogoče je za kateregakoli človeka na tem svetu istočasno misliti na karkoli drugega in istočasno čuti telo. Ali, ko preusmerimo pozornost na telo, je glava v hipu prazna in počutje se začenja izboljševati. Nihče se v službi ne bo zavedal, da opravljamo to vajo o dotikih, če seveda vajo opravljamo z odprtimi očmi. Druga opcija v službi je ta, da smo pozorni na dihalni ritem. V tem primeru samo opazujemo dihalni ritem in ga ne skušamo spremeniti. Če dihamo hitro, je v redu tako. Če dihamo počasi, je tudi v redu tako. Nekateri lahko v službi odločijo, da prostovoljno za nekaj sekund pomislijo na en pretekli dogodek, ki so ga doživeli in ki jim zdaj vzbuja izboljšanje počutja. Drugi lahko prostovoljno odločijo, da pomislijo na en cilj, ki bi ga radi dosegli v prihodnosti in zaradi tega se zdaj počutijo malo bolje kot prej. Naslednja stvar, ki bi jo omenil v službi za izboljšanje počutja, je prostovoljna pomoč kolegom. Ponavadi je prostovoljna pomoč tesno povezana z izboljšanjem počutja. Pomoč pod prisilo pa ne. In zadnja stvar, ki bi jo omenil v službi za izboljšanje počutja, je naprimer red, odprava na vlake, naprimer na pisalni mizi ali nekje drugje v uradu. Ponavadi je red v okolju tesno povezan z izboljšanjem počutja, nered pa s poslabšanjem počutja. In zdaj smo se ravnokar vrnili domov v večernih urah. Od tega trenutka dalje imamo na razpolago druge opcije, druge možnosti za izboljšanje počutja. Naprimer, lahko pravimo vajo, ki jo bom sedaj opisal in ki traja največ 5 minut. V bistvu zapremo oči in pasivno gledamo prostor pred zatisnjenimi očmi.
nič domišljije. Mi samo gledamo prostor, gledamo tako imenovano temo, ki pa ni tema. Kar bolj ko gledamo ta prostor, bolj bomo v njem videli pike, črte, sence, morda kakšno barvo in tako dalje. Ko gledamo vse to, brez pričakovanj, je glava prazna, razum je utihnil, vse misli, skrbi, pričakovanja in spomini začasno gredo v koš. Druga opcija, ki jo lahko imamo za izboljšanje počutja v večernih urah, je poslušanje glasbe, melodije, ki nam je posebno všeč. Lahko tudi odločimo, da nekaj napišemo, če seveda nam je všeč pisanje. Nekaj narišemo, nekaj počečkamo, vedno z namenom, da izboljšamo počutje. Lahko preberemo poglavje iz knjige, ki nam je posebno všeč. Lahko gremo ven na sprehod. Lahko namenoma telefoniramo nekomu, zato da se bo naše počutje izboljšalo. Ali pa, seveda, če želimo, lahko prostovoljno upočasnimo en telesni gib. Ko upočasnimo en telesni gib, je pozornost preusmerjena na telo, na gib. In vsakič, ko preusmerjamo pozornost na telo, je glava prazna. Razum je vdihnil, ni misli, ni skrbi, ni pričakovanj in ni spominov. In ko je glava prazna, se počutje vedno začenja izboljševati. Dovolite na vprašanje, če pridemo domov iz dela in odpremo televizijo, kaj? Glava ni prazna. Zato, ker informacije iz televizije, iz zunanjega okolja, polnijo glavo. Mirjam, ti si že prej odgovorila na vprašanje, ki sem ti ga hotel zastaviti zdaj in zdaj moramo dobiti alternativo. In zato pa, ker govorimo o delu in tudi tvoja službeno delo, povej mi, kako je delo v šoli, poučevanje, se srečati z dijaki in jih naučiti kaj koristnega, da potem pridejo v družbo sposobni, da tudi kaj sami ustvarijo. Ja. Torej, hvala za tako zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da poklic šolnika, jaz ga doživljam predvsem kot poslanstvo. Se pravi, ni to, da greš v službo, odpraviš svoje in potem greš domov. Ampak jaz velikokrat o dijakih, kot si rekel, da sem ampak razmišljam še potem in marsikakšne njihove besede mi še odzvanjajo v glavi, še cel dan ali pa cel večer. Vsekakor bi lahko rekla, da je poučevanje res velik izziv, ker se tudi v teku let zelo spreminja in se spreminjajo generacije dijakov, ampak je zame to nekaj najlepšega, jaz tudi to dijakom povem. Ko jih dobim v prvem letniku, so še v bistvu na pol otroci. Ko zaključijo šolanje, v petem letniku so že skoraj odrasli. In vidiš, kako so se v 5 letih spreminjali, kako so se spremenili, kako so zrasli in to je po mojem za enega vzgojitelja ena velika pozitivna stvar. Vsekakor pa lahko rečem iz svojih 30-letnih izkušenj, da je poučevanje mojega predmeta, ki je verouk in ki je izbirni predmet, zahteva še dodatne didaktične spretnosti, ker je pač dijakiče in način poučevanja ali pa profesora kakorkoli ne ugaja, prihodnje leto ne pridejo več k tvojemu predmetu. In to je meni velikokrat na začetku mi predstavljalo oviro, potem sem se pa soočila s tem, da res se skušam čim več novih metod, čim več novih didaktičnih pristopov, tako da dijaki čim bolj sodelujejo in so čim bolj vključeni in čim bolj doživljajo. Kar samo opažam, ker že govorimo o teh različnih kompetencah, ki so tudi potrebne za delo, pa je to, da to, kar mislim, da dijaki danes res potrebujejo in to, kar je velik problem, je čustvena zrelost, čustvene kompetence in socialne kompetence. To pa mislim, da tudi gre za vpliv medijev, teh novih tehnologij, ker marsikateri dijak veliko ur presedi pred računalnikom in to tudi profesori telovadbe se potožijo, da so veliko manj gibljivi, da so manj razgibani in tudi da na nek način
potem se njihovi odnosi se velikokrat omejijo na to, na socialna omrežja, ne, jaz imam 3000, 5000 prijateljev, ampak v resnici nima nobenega pravega prijatelja. In tako kot je prej Fabio rekel, ne, da so tiho, ko ti nekaj vprašaš, ne, ali pa da so pozorni, bi morali biti pozorni na svoje občutje, na to, kaj doživljajo, ne znajo povedati, kaj doživljajo. Ne. To se mi zdi meni tako, da jih je treba res veliko vzpodbujati in vzgajati tem, da so pozorni na svoja čustva, na svoje doživljanje in da skušajo res že v samem razredu, ki je ena taka socialna skupina zelo pomembna, prisluhniti do drugemu, upoštevati drug drugega in tudi na nek način se spoštovati, se naučiti ceniti. Mislim, da je, tako kot so že Evropska unija zapisala v programu za novo šolo, da bo to predvsem šola, ki bo vzgajala za medčloveške odnose. In to mislim, da bo najtežje, ker danes se gradi vse na tem, torej, da se znamo spet začeti pogovarjati, kar se nam zdi mogoče naše generacije absurdno, ampak tudi izražati svoja čustva, to, da bi začeli spet res malo bolj prisluhniti samemu sebi in biti tudi pozorni do sočloveka. In kar še recimo ena stvar, ki mene boli in kar opažam, je pa, da upada nekje občutek oziroma sočutje do sočloveka. Če je nekomu težko, da nekomu pomagaš v stiski, to zadnje čase jaz opažam, da postajajo vedno manj občutljivi dijaki, vsaj velika večina, tudi za te recimo razne socialne probleme, za vso to begunsko krizo, vse temi problematikami, da so nekje kot zakrtnjeni in da se mi zdi, da se to pač njih ne tiče. In to tudi, ne vem, danes sem bila ena razredna in sem rekla, ste prebrali časopisu? Mi ne beremo časopisov. Ma kako? Ste na liceju, morate tako da vidite, kaj se dogaja v svetu, kaj doživljajo drugi ljudje, in ko so kakšne stiske, tako se mi zdi, da potem se pa zgodi, da v prvi življenjski preizkušnji, in recimo odločitev za študij je taka življenjska preizkušnja, se prestrašijo, nas je strah in to, sem pozdravila letos maturante, dobrodošli maturanti, ne nam reči te besede. Zakaj ne, saj ste maturanti, se že bojimo, ker se ni nič takega, jih je toliko naredilo, pa ste to videli. Ampak tako, nekje izražanje tega strahu in malo in manjka res teh pridobite socialne veščine, tukaj mislim, da bi morala šola res opraviti svojo nalogo, čim boljše. Hvala. Fabio, jaz sem te hodil vprašati, si že povedal prej, da recimo Joe Bucks je dal neke olajšave za delo, ker v Italiji je nekako znano, da je delo zelo obdavčeno in verjetno je to ena tudi velikih ovir, da bi bilo več dela na tržišču. Se da vprašati, če eno tvoje mnenje, kaj poleg tega, kaj bi vi kot delodajalci še potrebovali, da bi katere inštrumente, ki bi vam jih mogla država nuditi, recimo, ali družba nuditi, da bi lahko izboljšali ponudbo dela. Še predtem pa sem hotel te vprašati to, s tem, kar je Mirjam začela, če biti delodajalec je lahko poslanstvo. Obe vprašanji sta zelo zahtevni. Bom začel pa z drugim in sicer to, kar je Mirjam povedala, jaz se strinjam 1000%, je današnja družba doživlja res neke velike probleme napram prejšnje. To se pravi, pomanjkanje predvsem tistih vrednot, ki mi po domače kličemo zdrave vrednote. To se pravi, da ne samo šola bo mogla to začeti delati in se poglobiti, ampak celotna družba, po mojem, od družine naprej, ker družina je tista verjetno najvažnejši ambient, kjer se otrok dorašča in se formira, ker pomanjkanje vseh teh, jaz jih imenujem zdravih vrednot, potem jih vidiš na delovnem mestu. Pomanjkanje, recimo, zdravih socialnih aspektov, pomagamo se, sodelujemo, to se vidi tudi na delovnem mestu. Ni samo stvar neke konkurence izmed
jaz kolega do drugega, ampak je ta brezbrižnost, me pač ne zanima, kaj se, pa se ne pomagamo. Prej doktor je rekel, je en primer dobrega počutja je, da pomagaš nekomu. In na delovnem mestu, če nekomu pomagaš, se res počutiš boljše. To moraš poskusiti in je, ampak ne pridemo do tega. Hvala Bogu, med Slovenci, to se pravi v našem mikrosvetu, smo še ljudje, ki imamo se zdrave vrednote. Tako da, ko greš pa v velikih mestih in se srečuješ v družbi malo široki, tam je malo za se ustrašiti. No, poslanstvo. Veš kaj je, Julija, jaz mislim, da sem vedel prej, če ti delaš nekaj, kar ti všeč, postaja potem, se ti odpre en svet. Je težko povedati, da kot podjetnik imaš eno poslanstvo. En profesor ima gotovo dela, ker ima eno poslanstvo. On mora pač oprosti mene, da spremljam tebe kot primer, ampak jaz recimo bi nikoli delal profesorje. Prvič, ker verjetno iz intelektualnega vidika nisem tako preiden, ampak ker pač imaš opravka z dušo ljudi, s pametjo ljudi in to je zelo težko. Sicer tudi kot podjetnik imaš opravka, kot delodajalec imaš opravka z ljudmi, ampak ne greš, naj ne bi šel tako globoko, kot recimo lahko profesor. Meni kot podjetnik je všeč, da ustvarim, da nekaj ustvarim, da speljem en dober projekt, najbolj sem vesel, ko ustvarimo delovna mesta, najbolj sem vesel, ko vidim, da kar si se zamislil, da smo speljali, je jasno, da kot podjetniki gledamo predvsem tisto ekonomsko plat, ker pač si dolžan kot podjetnik, da na koncu leta tvoje podjetje ima en dobiček, ker če ne, nisi podjetnik, ti ne uspejo vsako leto, ampak na temu se stremi. Zdaj, če se to pojmuje kot poslanstvo, ja, to je, se čutim, da kot podjetnik imam to poslanstvo, ampak je čisto drugačno, je rekel, da živiva, kar se tiče poslanstva na dveh svetovih. Davkarija je nekateri pravijo grda stvar. Zdaj tako, delovna sila v Italiji resnično stane več kot v drugih državah, ampak mislim, da ni ta problem v podjetništvu. Ker v podjetju moraš malo pogledati stroške, ki so globalni. In kar je žalostno, po moje, je, da človek od dela oziroma delavec, kar prejme, ni tisto, kar delodajalec daje. Bom bil malo, skušal se objasniti. Ne vem, če vsi znate, kakšna je razlika med neto in bruto plačo. Seveda, da znamo vsi, ampak ko se govori o neki bruto plači, je že tu neko zavajanje. Ker bruto plača za tistega, ki jo dobi, misli, da je tista, kar piše na papirju, ki ga dobiš enkrat na mesec. Tako je. In v resnici pa ni tako. Recimo v danem primer, ki menim je še primer tako številčne, recimo, da neto plača je 1000 evrov, se pravi, da jaz dobim 1000 evrov, ko bom dobil mojo plačo, plačilni list, bo pisalo, da bruto je 1550-1600 evrov. In se boš pač jezel, da je zelo, 600 evrov je šlo za davke. V resnici pa podjetje na tistih 1600 evrov plača še drugih 33%. To se pravi, da ob 1600 pride vam potem približno 2100 evrov, 1200 evrov. To se pravi, čakaj momentek, jaz delam od jutra do večera
za 1000 evrov, v resnici pa, veljam 2200. Ne. Zdaj vprašanje je, in tu je razlika, ne, med delodajalcem in delavcem, ne, ker pač delodajalec reče, meni ta fant stane 2200 evrov na mesec, oni pa jih dobi, reče, pa jaz dobim samo 1000, ne. Zdaj vprašanje, kaj so šli končati tisti 1200? Jaz osebno kot podjetnik mislim, da tu je problem. Glejte, če bi ljudje delali to, kar delajo danes, ampak bi za isto delo dobili več denarja, bi verjetno delali boljše, bi verjetno se počutili boljše in bi se tudi konec koncev ekonomija boljše vrtela. Jaz zvečer, ko delam pice, jaz čakam, da mi pridejo gosti, ne? Če bojo imeli denar, bojo prišli, jaz pico, če ne bo, ne? V trgovini Brigo bojo pač v sobotah ali nedeljah, ali bojo prišli kupovati, če bojo imeli denar. In to denar pač je važno, da ga imaš, da se potem ekonomija vrti. Pa zdaj, ne glede ta aspekt ekonomije, zakaj moraš toliko davkarije plačati na eno stvar, ki konec koncev je tvoja? Zdaj je normalno, on kot profesionist bo rekel, je normalno, ne, za tvojo pokojnino, za eno stvar. Znamo pa, da v Italiji trošimo preveč denarja za eno stvar, ki ti ne boš nikoli dobil nazaj. Zdaj, predstavljam se samo to in bom zaključil, da če da 1200 evrov, da bi jih ti dobil vseh 2200 in da bi si sam poskrbel za eno pokojnino, bi si sam poskrbel za zdravstveni aspekt, verjetno bi ti ostalo v žepu dosti več. Ampak potem tu se pravi drugi problem, ne? In to je socialnega tipa. Ne vsi si znajo upravljati samega sebe, ne? In potem bi se zgodilo tisto, kar se je zgodilo, oziroma se dogajalo leta v Ameriki pred reformo, da ljudje so dobili, zdaj vedno ta primer, 1200 evrov, so rekli, pa čakaj, kaj bo zdaj plačeval pokojnino ali zdravstveno, jaz sem Zdravko Riba, ne? Se je pa zgodilo, da Bogi se zaletel z avtom in ko je šel v bolnico, pač da ga niso sprijeli. To ne, treba dobiti tisto ravnotežje. Je pa res, da ne smemo zavajati ljudi, da davkarija je samo toliko, ker resnici je toliko plus še toliko več. In to v tem, po moje, je problem. Verjemi, da v tvoji firmi, ko imaš ljudi, ki so dobro plačani in se od tega se počutijo dobro, ne samo zato, ker dobijo denar, ampak ker se počutijo, da so za njihovo delo primerno plačani. Je pa težko doseči ta rezultat, ker za vsako stvar, ki ti daš njemu v roke, moraš pri temu dodati še enkrat toliko. V temu je, se ti vse skupaj stane duplo. Na koncu leta je najlepša stvar, da ti dobiš tvoje sodelavce in rečeš, fantje, smo dosegli cilj, bi bilo lepo, da bi vsi imeli kaj od tega. V Italiji je zelo težko plačevati nagrade, ker stane v podjetju ogromno. Ti zadeti nekomu, ponovim še enkrat, tak 100 evrov ali 1000 evrov ali 500 evrov, oni dobijo roke toliko, ti pa moraš plačati več kot duplo. Vsaj da bi nagrajevanje bilo obdavčeno drugače, ker konec koncev je en predlog, ki ti si ga čutiš, da ga daš in on se ga tudi zašljuje od tega. Hvala. Ja, ne vem, če hočeš ti, Silvan, kaj odgovoriti na to, če ne, jaz bi te vprašal, da si tudi že omenil, da tebi prihaja tudi zdaj kup tujcev. Prav ti, ko prijejo ti tujci, verjetno, vsaj kot si mi povedal, veliko jih je iz bivše Jugoslavije, iz teh balkanskih držav, verjetno so še kateri drugi. S katerimi problematikami se ti tujci največkrat soočajo, kar se tiče dela? Katero pomoč najbolj potrebujejo? Ja, ker
ker nimam pač opravilo samo z, kaj jaz vem, zelo dobro plačanimi švedskimi priseljenci v ene zelo dobre službe, ampak je to Bangladeš, Kosovo, Bosna, Afrika, Kitajska, tako da spet bolj nižji sloj, bi se reklo. S čim se soočamo? Z dejstvom, da so ti ljudje enkrat na nek način prišli, zelo bi privabljeni, ker če se govori o tržiški ladjedelnici, je tam vprašanje, zakaj je toliko ohromno teh priseljencev iz Bangladeša, ne? Kot da, če bi ne bilo teh, skoraj da bi ne ta ladjedelnica mogla delovati. V bistvu še prihajajo, ampak pred leti toliko bolj, ker je bilo recimo tudi so bile tudi službe, so bile fabrike, kot se je reklo, zdaj ni več fabrik. Torej so ti ljudje tudi bili privabljeni ali so prišli in so dobili službo, so si tukaj ustvarili neko življenje, so priklicali družinske člane. Zdaj pa se znajdejo v situacijah, ko so dobili dosti primerih službo, so porabili vse tiste, recimo, nadomestila, ki so brezposelnost in v mnogih primerih zdaj se tukaj dobijo v Italiji z družino, z otroci in se težko preživljajo, ne? Ker je ogromno tovarni zaprlo, recimo, če pomislimo na tekstilno industrijo, ne samo kovinsko, če govorimo o Gorici, recimo, kar se tiče Tržiča, mogoče še kaj je, ne, ladjedelnice in vse, kar je s tem povezano, ampak ker delujem na goriškem področju, prav mesta Gorica, je situacija precej težavna. In pač imamo pravilo, imamo občutek, da imamo pravilo z nekimi osebami, ki se prebijajo skozi neko zelo težko situacijo in z nekimi zelo zaposlitvami, ki niso sploh perspektivne, po nekih teh kooperativah, kjer tudi plača ni vedno, to ni neko stalno delo. Tako da občutek je, da se zelo težko, torej, za njih situacija ni sploh rožnata, po drugi strani se pa mogoče boljše prilagajajo, kot če bi bili mi v isti situaciji. Je za njih ta situacija tukaj verjetno boljša kot v njihovi domovini. Mogoče je, opažam, da je dosti razočaranja, ker so si upali, so si želeli, da bi šli na dosti boljše življenje. In to zaenkrat ni. Recimo, ta kriza je prve pokosila prav njih, ker so bili najnižji sloj, najnižji v gradbeništvu in gradbeništvo je na kolenih. Kovinska industrija, tekstilna, vse te panoge. Poleg tega imajo tudi problem, tudi to težavo, da je njihov obstoj tukaj povezan z delom. Delovno dovoljenje, torej oni imajo delovna dovoljenja in če zgubiš delo, potem postane vse bolj, zmanjkajo cel kup drugih gotovosti, recimo tudi glede družine, otroci v šoli in da ti preti, da kaj zdaj moraš zapustiti deželo, v kateri živiš že nekaj let, ker si izgubil službo in s tem povezano cel kup drugih pravic. Se pa znajo dosti prilagajati na razne načine, zelo zakonite, tudi dobrobno zakonite, bi se reklo. S tem, da recimo iz Maroka, primeri so predvsem iz Maroka, svak zaposli, torej v družini se zaposlujejo kot gospodinjski pomočniki, moški, 45-letni moški, ki je zaposlen kot gospodinjski pomočnik pri svaku, take stvari. Ta stvar je tolerirana strani institucij, ker če ne bi bilo posledice bi bile katastrofalne, izguba raznih, torej stvar je tolerirana, tako da vsaj trenutno preživetje in obstoj tudi družine je nekako še traje, ampak se še vedno je ta situacija tako zelo
nestabilna in tako da vsi upajo na boljše čase. Vedno povezano s tem pridobivanjem delovnih teh dovoljenj. Je mnogo situacij, ogromno situacij, kjer je neizbežno to, da se narediš podjetnika, ali v glavnem v gradbeništvu, nimaš več alternativ, ti preti izgon iz države in kaj narediš, se upišem Artigiano, v smislu, obrtnik, ne dobim nobene zaposlitve, s tem, da obrtnik mi potem dajo še 2 leti tega delovnega dovoljenja in se upa, da pač tudi s takimi stvarmi so šli tudi že v take stvari, ker je situacija zelo, zelo težka. Kar se pa tiče švedskih inženirjev, nimam podatkov, ki se dobro dobijo v naši deželi, kot tujci pa nimam podatkov. Hvala lepa. Andrej Zaget, kateri je vpliv podzavestnega dela naše osebnosti na produktivnost v službi oziroma v tej fazi iskanja službe? Ja, najprej se moramo vprašati, kaj je podzavest. Podzavest je tisti del naše osebnosti, ki se ga zdaj v tem trenutku ne zavedamo. Naprimer, zdaj, česa se zavedamo? Zdaj se zavedamo, da smo v Gorici, da smo v tem prostoru in da sedimo. Če bi vas zdaj vprašal, kaj se je v vašem življenju zgodilo, recimo 18. marca pred 3 leti, bi se zdaj najbrž tega podatka ne spomnili, ampak ta podatek ni izginil iz vašega spomina. Ta podatek se nahaja v vaši podzavesti, v naši podzavesti. In, naprimer, s pomočjo določenih tehnik, naprimer s pomočjo hipnoze, ta podatek bi lahko prišel na dan. Kaj vam skušam s tem povedati? V bistvu, vpliv podzavesti na človekovo obnašanje ali v fazi brezposelnosti ali v službi je izredno velik. Poglejmo 2 primera. V prvem primeru predstavljamo si enega otroka, ki živi v določenem okolju. In to okolje večkrat posreduje otroku sporočilo, da je len, pasiven, površen in tako dalje. Ko bo ta otrok dozorel in bo postal odrasel človek, se ne bo spomnil na zavestni ravni vseh posameznih trenutkov, ko so mu drugi pravili, da je len, pasiven in površen. Ampak njegova podzavest si je zabeležila vse tiste trenutke. In v njegovi podzavesti je nastal negativen program. Sem len, sem pasiven, sem površen. In torej ta odrasel človek se bo v vsakdanjem življenju ali v fazi brezposelnosti ali v službi obnašal na način, ki se bo povsem skladal z notranjim negativnim podzavestnim programom. V drugem primeru si predstavljajmo enega drugega otroka, ki živi v enem drugem okolju. In to okolje večkrat hvali otroka, češ da je priden, marljiv, vztrajen in tako dalje. Ko bo ta otrok dozorel in bo postal odrasel človek, se na zavestni ravni ne bo spomnil vseh trenutkov, ko so ga drugi pohvalili. Ampak njegova podzavest si je zabeležila vse tiste trenutke. In torej v njegovi podzavesti je nastal v tem primeru pozitiven program. Sem priden, sem vztrajen, sem sposoben in tako dalje. In torej ta odrasel človek se bo v vsakdanjem življenju v fazi brezposelnosti ali v fazi iskanja ali v službi obnašal na način, ki se bo povsem skladal z notranjim programom, ki ga ima v podzavesti in ki je v tem primeru pozitivne narave. Zdaj, če imamo slučajno v sebi katerikoli negativen program, ga lahko spremenimo v pozitivnega. Če, na primer, uporabimo tehniko o pozitivnih afirmacijah, ampak pod določenimi pogoji. Prvi pogoj se glasi, pozitivna afirmacija, ki jo bomo od danes dalje ponavljali, se mora nahajati v bližini sedanjega realnega stanja. Naprimer,
Recimo, da sem doslej stalno pravil, moje življenje je katastrofa, počutim se obupno. Od danes dalje si ne bom pravil, moje življenje je odlično, počutim se čudovito. Kot vidite, je skok od realnega sedanjega stanja do izbrane pozitivne afirmacije prevelik. In v tem primeru bom imel občutek, da samemu sebi lažem. Zato moram zbrati pozitivno afirmacijo, ki se nahaja v bližini realnega stanja. Torej, če sem doslej pravil, naprimer, moje življenje je katastrofa, lahko od danes dalje ponavljam stavek, mora obstajati izhod iz te situacije. Kot vidite, ta stavek mora obstajati izhod iz te situacije, ni najbolj pozitiven stavek na tem svetu, ampak je vsekakor malo bolj pozitiven od prejšnjega stavka, moje življenje je katastrofa. Torej, ta je prvi pogoj za pozitivno afirmacijo. Drugi pogoj se glasi, pozitivna afirmacija ne sme vsebovati nikalnic. Zgrešeno bi bilo, če bi pravil samemu sebi, nisem len. Točen stavek je, sem aktiven, sem delaven. Stavek mora biti trdilen. Zato, ker naša podzavest ne pozna nikalnic. Če bi vam zdaj rekel, ne smete si predstavljati enega slona, vi si predstavljate slona, ker naša podzavest ne pozna nikalnic. Zato, če uporabljamo pozitivne afirmacije, ne smemo rabiti nikalnic. Tretji pogoj za pozitivne afirmacije se glasi, pozitivna afirmacija, ki jo zberemo, mora biti strukturirana v sedanjem času. Naprimer, zgrešeno bi bilo, če bi rekel, počutil se bom bolje nekje v prihodnosti. Točen stavek je, zdaj se počutim bolje. Naša podzavest pozna samo sedanji čas, ne pozna prihodnosti ali preteklosti. Zadnja stvar, ki bi jo omenil, je tale. Naša podzavest ne ločuje realnosti od domišljije. Za našo podzavest je popolnoma vseeno, če so nam drugi v preteklosti pravili, da smo nesposobni, ali pa, če smo se sami iz najrazličnejših razlogov prepričali, da smo nesposobni. In torej, ker naša podzavest ne ločuje realnosti od domišljije, mi lahko izkoristimo svojo domišljijo, lahko uporabimo svojo domišljijo ali vizualizacijo, s tem, da si predstavljamo vsak dan, kako smo delavni, ustrajni, samozavestni, odločni in tako dalje. In bolj, ko dan za dnem ohranimo to vizijo samega sebe, bolj se bo naša podzavest s časoma prepričala, da smo zares taki. In ko bomo ustvarili pozitiven program v svoji podzavesti, se bomo v vsakdanjem življenju obnašali v skladu s tem novim pozitivnim programom, ki smo ga s časoma razvili. Najlepša hvala. S tem končnim razmišljanjem smo prišli do konca. Jaz se našim gostom zahvalim za vse, kar so povedali. Mislim, da jaz sem doživel to kot zelo bogato in tudi poučno. Seveda o delu bi lahko govorili še in še, zato ker recimo zanimivo bi bilo govoriti o sodobnih službah, ki prihajajo, o vplivu recimo, kako druga tržišča, kot sta Kitajska in Indija, vplivajo potem na naša tržišča, na naša delovna razmerja tudi in druge stvari, ampak mislim, da je bilo za danes dovolj. Tudi hvala vsem vam, ki ste prišli. Jaz bi vas rad še opozoril, da tukaj zunaj zbiramo podpise za evropsko državljansko pobudo Minority Safe Pack, ki stremi potem, da bi z 1 milijon podpisov državljanov teh članic Evropske unije prisilile Evropsko komisijo, da področje zaščite manjšin vključi v svojo politično agendo. To poteka od aprila 2017, zaključilo se bo v aprilu 2018 in tako, tisti, ki niste še podpisali, zato ker možno je podpisati tukaj, ali pa tudi preko spleta, dovolj da vtipkate Minority Safe Pack in se vam podpre. Če lahko to podpišete za narodne jezikovne manjšine, bi bila ta ena
velika in lepa zmaga. Tako, dajte samo paziti, da je razlika, če ste slovenski državljani ali italijanski državljani, sta dve poli različni. Tako, to najlepša hvala in zdaj, če lahko Franka še napove naslednje srečanje. Še predno napovemo naslednje srečanje, hvala vsem za sodelovanje. Bilo zanimivo, marsikaj bi še lahko povedali, ne? V zvezi s delom v današnjem svetu. Torej, naslednji četrtek bomo imeli ponovno srečanje in sicer bo večer posvečen spominu na monsinjorja Franca Močnika, mislim kot profesorja matematike, kot duhovnika, ma tudi kot graditelja slovenstva. Torej, srečanje bo ob 20:30. Dokler ne spremenimo ure, dokler ne gremo v legalno uro, ohranimo 8:30, ne? Torej, tako kot običajno, nadaljujemo lahko osebni klepet ob kozarcu vina, zato če se boste ostali v naši sredi, se lahko pomaknemo v sosednje prostore. Hvala lepo vsem in lep večer še naprej.